Tole najin pilot Ahmed, on je zdaj z nama čez kanal, malo približno 6 ur, gremo 6 vozlov, tako da imamo 45 mil, v Ismali bomo še tankala, več pa on zdaj po VHF-u se pogovarja z oblastmi. Velike ladje nas že prehitevajo. Gremo zdaj pa kar dobro hitrost imamo, ker je tok v našo smer, tako da super. Te zelene zadeve imajo, pa je zdaj pilot povedal, v bistvu, če bi bila vojna ali pa karkoli, se spustijo vodo in imajo most narejen čez kanal. Pa tale ladja umaknila, ko bo preplula ta del tlele za njo, je pa spomenik, v bistvu sidro za Evergreen, ki se pred 3 leti tle blokirala ta prehod Suez za nekaj časa. V glavnem točno na tem mestu, ko smo zdaj, se pravim, ko bo šla naprej, se bo videlo sidro. Tale na posnetku se ne vidi, sem naslikal, je Evergreen piše, pa slika je, drugače to se postavlja kot sidro. To je to, glavno tle se je to zgodilo. Kakšne velike ladje nas prehitevajo, tole je tanker, tale recimo ni poved, se vidi koliko metrov ga ven gleda. Good, Captain? Good, thank you, Mr. Bitter. Drugač pa tamle so pa tako, kar ena za drugo, evo se vidi ladje, potrujejo. Prav pa, da je, pilot prav, da je manj prometa, odkar Hutici napadajo tam Jemenci ladje in grejo ladje tudi okoli, tako da se pozna tudi pri njih na biznisu. Kaj ti je všeč, tako S? Piše Peter S. I don't know. Je to kot velikost? Glavno nadaljujemo naprej po kanalu, zdaj bomo kmalu na polovici, ne kanala, ampak današnjega dne. Namreč treba prepluti kar, ne vem, mislim, da je okoli 80 milj vse skupaj za prepluti, zato je to v 2 dneh. You need some water. Huh. You need some water. This needs some water. Yeah, but we cannot stop. It's so difficult Yeah. to go there and throw it. Dobre palačinke? Še so dobre, sem grešel na pojest. Evo, za mano ladja. Gledam ladje, ki grejo mimo. Pa nič ne razumem tega pilota. Ok, 3 so še ostale. This ship, Yes. LPG and the LPG power, you see? Yes, I see. Star tanker, Yeah. it's LPG fuel. Oh. It's a new ship. All the new ship make use the LPG.
Yeah, it's new. This is for safety, huh? Yeah. Yeah. It's a tugboat. Ja. To je pa vlačilc, ki gre s to ladjo, če kaj narobe, da jo lahko povleče, porine, karkoli. Zdaj smo v jezeru, znači tole grejo, so pa ribiči. Slajo pa zato, ker je prepovedana uporaba izvenkrvnih motorjev za njih tukaj, tako da morajo veslati. Tudi vsi ribiči tukaj veslajo. Zdaj se peljemo tle po kanalu, pa je ta nasprot in zdaj so klicali, da naj gremo vmes, da se ne bodo umikali oni, ampak da se moramo mi, tako da zdaj ta pilot pelje na roke in gremo med tem dvema ladjama. Danger, danger, we go with between two ships, big ships, one tanker ship and one I don't know what. Time hope. Je hitro, le koliko je kar ne 2-3 metra je dvigeno tam ledina morja. Ni čudno, da so valovi. Opala. Opa, op. Ja smo že navajeni takole skakati po valovih. To ni nič. Pa še mejni valovi so, kaj šele, ko so veliki. Da bomo še malo skočila. Hop. Smo se čisto stavili, čisto ne vem, če se še premikamo naprej. Tu imajo pa kontrolne točke teh, zdaj gor piše, koliko je temperatura vsega, in ne piše pressure, se pravi 1010, 1011 milibarov, wind direction, to me vidno zanima, 145, no. To, kar me pa najbolj zanima, pa zdaj ne piše temperaturo. Spet. Wind, speed 3,42. Temperature, da vidimo, če bo še pokazalo. 22 stopinj. Visibility 26.6. Ne vem česa. Lahko da so, po moje so kilometri. Dvomim, da se tukaj mil vidi daleč. Ali pa ne vem. Glavno, nadaljujemo pot. Zdaj smo šli iz tega lejka, ki je ful velik, pa tudi prostor, kjer sidrajo te ladje, kjer čakajo. Smo šli nazaj noter v kanal. Zdaj imamo pa še približno 10 mil do Ismalije, kjer je marina in tam bomo prespala danes. Jutri zjutraj ob 6 pa spet štartamo za novim pilotom do Sredozemlja in potem sva skoraj doma. No, da je razlož, kje smo zdaj, ajde. Smo na 97 kilometru od 180. Če gre meni matematika, če mi kaj gre, pa smo že čez polovico. Skoraj, že, ja. Ne, skoraj. Ja, odlično. Our pilot, captain. Esta. Thank you, Mr. Peter. Have a nice day. Yeah, the same. Zdaj pa nadaljujemo. Evo, kakšne hiške imajo. Vodo imajo čist blizu, sem ni zakopati tlele. Krokodilov sicer ni, ampak je pa vidljivost je nič. Zdaj tle naprej imajo pa most, ki se v bistvu, ko promet se neha, se zapre. Bom pa posnel, ko bomo šli mimo. V glavno zvečer je potem most čez in potem čez vozijo. Tole modro tukaj pri stran, to je most. Mi smo zdaj zadnji, ki plujemo, ko bomo šli čez, bo šel, tako, se bo zaprl. Na temu na koncu moj motor in potem samo vžge in gre lepo sem, tle je tako peto. Drugače pa zdaj, ko pa mi vozimo, so pa tle trajekti, vozijo čez in zdaj, ko bodo, gremo mi čez, ko bomo mi zdaj pač tole šli čez, bodo most zaprli in trajekti nehajo voziti čez. Tako da so v bistvu zdaj samo še nas čakali. Tako mu je hudo, tle sedi, cel dan čaka in tako vsak dan. 5 dni na teden, vikend je pa prej, samo kar imajo petek
petek pa soboto je pri nas vikend, edino to. Nice trip. Tako, prispeli smo skoraj do Ismalije, tu je za nama je taka kople, se pravi, pesek ven kople, da je dovolj pogreznime, ko se skozi siple, drugače pa tu je Ismalija. Ja. Še malo, še miljo pa pol imamo do marine, pa da vidimo, kako bo tam. Zdaj moramo navezati bokobrane, pa vrvi, gremo tankat še od točila, ker je glih prilika, se ne da rabva, ampak... What is he doing? Prav, da nas slika. Ja? Ja, ja. Bo prodal slike? Pa pomahaj, pa te. Tako, evo, prispela sva v Ismalijo, tam gremo tankat, te so nas evo pričakali. Oh, you go. Goodbye. No, I'm yeah, stay okay. in the station and the car. Okay, thank you. Evo. Hi. Salam alaikum. Evo, imamo full service, tle vsi nas slikajo, tam je še fotograf prišel, tle je kar nekaj teh delavcev, tako da je čisto nov ta črpalka, tako da bomo zdaj lepo natankali. Fotograf nas že skozi spremljal, ne vem zakaj nas tukaj slikarja, pa so tukaj pomembna, druge niso. Tule je pilot, evo ti. Edino nafta ni glih najbolj pocena, 1,5 je, ampak bo natočila pač, kakor bo. Tako da, evo, tim je pripravljen, pa greva po marino, se vežemo, jutri zjutraj pa nadaljujemo. Evo, zdaj bomo imeli še dovolj nafte, moje še za celo Grčijo, ali pa mogoče celo do doma, če bomo jadrali. Če slučajno bo treba motorirati malo, pa tudi za kar nekaj par 100 mil spet, tako da mogoče tudi zadnje tankanje tukaj v Egiptu do doma. Glavno še enega člana sva dobila, ki je z nami. Evo, nam govori kako pa kaj, pa pomagal bo privezati za nami, nas tlele spremljajo, tako da sva čist slov. Ne vem, čemu sva temu deležna, upam, da ne treba nafte se je plačal. Nek dvomem, ampak okej. Thank you! Evo, nam pomagajo vsi privezati, vsi iz marine, uprava, ta glavna prišla. Ne vem, smo kot zvezde tle, nekaj malo nerodno, res. Evo, imamo slovensko zastavo v Egiptu, samo malo je umazana. Evo, Ismalija jaht marina, čisto nova, kom je odprta, vse novo, lahko gremo tle v trgovine, ki imajo, čeprav drugače nismo prijavljeni na Egiptu, lahko samo tukaj se gibljamo, imamo vse, tole je jadrnic, je še bolj prazno, ko ne. Hello! Hello, hi! So welcome to the Suez Canal Yacht Marina. Thank you. We are going to check in. It should be relatively easy. Okay. Yes, and after we fill in this form, we are going to leave you to it. Okay. Feel free to go wherever you want in the marina. Okay, All thank you right. very much. Takole me, da so privezana. Natalija želi, da ostaneva še eno noč več, čeprav je treba plačati za to, ampak me je zdaj prepričala, bo ostala 2 noči tukaj, zato da se malo spočijemo. Res, če gledam, ko sem zadnji teden 2 spal, res mogoče fajn, da je 2 noči malo spim, glede na to, da bo potem šla verjetno na, bomo jadrala 400-500 mil spet ali pa nekam, tako da bomo spet 4-5 dni non-stop jadrala, tako da mogoče. Zdaj neseva pa oprat cunje, drugo pa nismo vzela ne elektrike, ne vode, ker je brez veze. Če je bilo zastonj, ja, drugače pa tam še ekstra plačevala, brez veze. Itak smo zdaj v marini, tam, ker so bila zastonj voda, sem kar natočil še polne tanke, pa bom pa itak spet watermaker uporabljala.
Elektriko pa tudi malo, se boš zdaj skozi na motor vzeli, tako so akumulatorji čist polni. Medo na recepciji. Yacht Marina, reception. Enkrat komod sediš, ne? Ja, Na kakšno televizijo imamo, kaj če mogoče imajo Twin, pa bi lahko gledala kaj. tradicionalni čaj. Čist nova marina. Še sploh ne vem, če vse delujoče. Travca so že pokosili, evo ti. Je ta prava ali umetna? Je, ta prava je. Dobra stavba, ni? Mora biti pa jaht klub. V glavnem, ne da smo šla zdaj tlele je ena taka manjša trgovina, pa imajo tudi hamburgerje, pice, pa to. So naročila 2 pici, za ker je pica samo 2 evra. Pa je taka tudi ta prava, dobra, tako da smo 2 naročila, tako da so se zdaj najedla. Tako da so se odločila, da jutri greva tudi ven jesti, ker je cenejko, pa da same dva nekaj pripravljamo. Posebno, ker ne smemo nikamor tle iti. Do tukaj gremo lahko, naprej pa ne, ker nismo prijavljene v Egiptu. Tako da, ja, slikati? Ja, samo ne z GoProjem. Ne z GoProjem. Moram ugasniti. Tale je pa potonila. Ja. Ne vem, zakaj nisem naredila raj, da plava, ko pa da je potonila. Ni glih najbolj znak, ne. Sva kar na streho splezala. Samo ne vem, zakaj vhod zaprejo. Prej smo mogli tla z jadrnico čakati, da je prišel vlačilc in je pač odprl, potegnil to v stran, da so šla noter in potem nazaj zaprejo. Ne vem zakaj, se bojijo, da bi všel ali kaj, ne vem. Tako, medel so danes štartala po 2 nočitvah v marini naprej, v drugi del Sueškega prekopa, 41 milj je pred nami. Tole prav, da je nek spomenik armiji, se pravi vojaški. To je drugač otok tlele, ki plujemo. Gremo 3 jadrnice, ta Mrngot, Nemca, pa za nama je še ena modra, mislim, da je tudi nemška. Tako da, to je to. This is Fluke. This is what? Fluke. 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 Ok. To je drugač najn pilot. Yeah. Ja. No, to je zdaj ta most, ki se potem obrneta obe strani in imajo, ful imajo teh prehodov, mostov, ki se obračajo, trajektov, vsega imajo. Povej. Sliko? Ja. Kakšno sliko? 5 evrov. Nimaš. Nema slike. Imamo modernko regato po Sueškem kanalu. Dobro ne gre, prehitevamo jih. Smo dali malo več obratov. Upam, da lahko zdaj zmanjšal, čeprav oni hoče, da gremo na maksimum. Ne. Captain, how's it going? Good? Good. Kaj delaš? Pišem. Ozri se na tvojo levo. Ja. Kaj pa to? Nekaj ogromnega. Ta še ni tako ogromna. No pa neki kontejnerji gor. Ta je še za mogoče polovica Evergreen. Kakšna so ladica gunca. Ladica? To je čolniček z ribiči. Evo, za nami prihajajo same velike ladje. Popoldne plujejo v tej smeri, popoldne pa v tej. Tale sta te 2 ribiča. Ribičev je pa kar dosti v tem kanalu, lovijo. Baje so kar velike ribe noter. Ja, danes smo tudi videli, sicer nisem posnel, ker nisem mogel, sem pa uspel narediti eno sliko, kako delfini izskočijo ven izpred veliko ladjo.
Evo, kako se vidi, piha dol, ona da so privezane in ste gor. To pomeni, da gre tok gor, zato smo pa tudi zelo hitri. Oziroma nas tudi zadsta vezano vprašanje, kako je. Glavno. Ampak vseeno, mislim, da imamo to gor, zato ker plujemo, prej smo pluli skoraj s 7 vozli. Tako da smo kar hitri. Še ne slabe 3 urce in smo v Sredozemlju. Tako, mi smo prišli do konca, še par mil naprej, v glavno izhod. Zdaj ta pilot gre dol z jadrnici, ga pridejo iskat, medva pa nadaljujeva naprej. Evo, še tle en tankar prihaja, možno celo, da ga bo tiste pobral, ne vem. En bo pobran, no bojo bunko sem pripravil, tale za nastaviti, da ne bodo rokeljni, zdaj ko se oni nič ne sekirajo, če se zadenejo. Evo, zdaj pa čupo pilota, hoče $200, jaz sem rekel, da ne, da briga me, mi smo vse plačali, zdaj agent se najav, ti siljujejo za denar, še nekam pa vrnil z barke dol, dosti jih imam. Sem kradejo, dala smo mu evo ti darilo za otroke, za njega, za ženo, vse kaj bi še rekel, kaj bi še radil. $200 je hotel. $200. Mi smo potujoče banke, ropajo nas celo pot. Ko me čakam po tej strani, da pridemo z teh držav, ker to je res katastrofa. Darila jim daješ, jest jim daješ, pit jim daješ, ne vem kva vse plačaš, itak te ogolfajo in pri prenosih in neke takse, fije vzemejo vse. Ovi pa še posebej radi denar, pa še ne vem kaj vse, pa to ni normalno. Mislim, ja, za njih je mogoče normalno, za mene pa ne. Tako da, zdaj, ko pridem nazaj, se bom kar navadil, pripravite. Razni fiji, takse, tu mi pripada. Da smo zajadrala zdaj proti Cipru, že skrajšna jadra, smo še vetra ni napovedenega, še dobro nismo ven prišla, tako da ne vem, kako bo prišla do Cipra. Nimamo pa kam iti, da bi se skrila. Recimo ta ladja bi najela lahko komod, ko imajo dvigal, pa imaš ložila pa peljala. Pa ruska. Super sva začela. Zdaj moram iti še malo bolj v veter, zato bi se umaknil temu tankerju, ki je že trobu, ker naj jo tukaj odnaša. Da mora dejansko pluti v tej smeri, da greva tako. Lahko takile ladji. Štala. Valovi od ladje, od vetra, toki, veter, ptiči, ribiči, delfini, boje, vse je. Mislim, da bo še težko do Cipra.